Možnost multibody modeliranja smo v Creo dobili še nedolgo nazaj in kolikor smo jo lahko preizkusili, se je izkazala kot izjemno dobrodošla novost. Oglejmo si nekaj osnovnih primerov uporabe. Najprej načine, na katere skrivanje, supresiranje, brisanje in odstranjevanje teles v modelu vpliva na končni izgled modela in končnega izdelka, nato pa še izzive in prednosti, ki izhajajo iz uporabe multibody modeliranja. Najprej si preko Options prikažemo Design 3, kjer bomo lahko enostavneje spremljali dogajanje z body. Pripravljene imamo 3 bodje, pod katerimi so prikazani tudi gradniki, s katerimi so bili izdelani. Bodje lahko enostavno prikazujemo ali skrivamo preko ukazov Hide in Show, enako kot datumske gradnike. Torej jih skrijemo ali pa nato vse prikažemo nazaj. V Creo 8 je bilo v mini orodno vrstico dodan ukaz za transparentnost. To transparentnost lahko tudi nastavljate, torej bolj transparentno ali manj transparentno za posamezne dele modela. Preko Body Subtract bomo od glavnega telesa odšteli telo cev. Telo cev lahko še vedno ohranite preko Keep Bodies, torej cev ohranimo ali pa jo odstranimo. Če cevi več ne potrebujete, jo lahko odstranite preko ukaza Remove Body. Torej, cev odstranimo. Z Remove Body lahko še vedno upravljate enako kot ostalimi gradniki, preko Insert Here, Suppress oziroma Resume in si s tem povrnete body nazaj. Lahko pa gradnik enostavno izbrišete in ga nimate več. Poglejmo si še, kako gradniki vplivajo na naša telesa. Supresirali bomo gradnike glavnega telesa. Ker nam tej gradniki vodijo geometrijo tudi cevi, bomo preko Options namesto Suppress nastavili na Suspend, tako da bomo še vedno ohranili gradnike z napako. Torej vidite, cev še vedno obstaja, vendar gradniki imajo napako. Zato si vrnemo gradnike glavnega telesa nazaj. Če je geometrija neodvisna, v bodyjih jih lahko enostavno supresiramo, brez da bi pri tem vplivali na ostala telesa. Preko desne miškine tipke lahko uporabite ukaz Create Part from Body in s tem izdelate nov model samo za določen izbran body. Vpišete ime in potrdite. Dobili ste body v novem modelu, ki ga lahko enostavno dodelate. Na primer dodate livarske nagibe na zunanji strani tega glavnega telesa. Ta naš body pa ima še vedno povezavo z prejšnjim partom. Torej, part izdelan iz bodyja je povezan z začetnim modelom, kjer naredimo na primer spremembo debeline cevi na 12 mm in videli bomo ob regeneraciji tudi spremembo na novem partu, ki smo ga ravnokar izdelali iz bodyja. Vsi primeri vam tako lahko pomagajo pri delu z vašimi bodyi ali jih skrivate, prikazujete, brišete oziroma dobite nazaj. Hvala za vašo pozornost.